Dobrodošli spet v Ambientih. Današnja oddaja je nastala v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in s finančno podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Namenili smo jo spodbujanju uporabe lesa. Na Norveškem je trenutno najvišja lesena stavba na svetu. Visoka je 85,4 metra, ima 18 nadstropij. Vendar so morali v zadnjih 7 etažah v medetažno konstrukcijo dodajati beton, da so dobili maso, ki ob vetrnih sunkih ne vzbudi vibracij na stavbi, ker bi bila sicer prelahka. Ne sicer tako visoke, ampak večstanovanjske lesene objekte, ki sledijo viziji trajnosti, pa že gradimo tudi pri nas. Mi smo se ustavili v Celju. Tale dva simpatična bloka sta v marsičem posebna. Njun osnovni gradnik je namreč les. 4 nadstropji pa sta to hkrati najvišji leseni večstanovanjski zgradbi v Sloveniji. Aleksandra in Bruno, pozdravljena. Z 19 metri tale dva stanovanjska bloka predstavljata najvišjo leseno stanovanjsko stavbo pri nas v Sloveniji. Kakšna je njuna zasnova in kje je les, ker se ga navzven ne vidi? Ja, v bistvu se gre za to, da tukaj je bilo predviden gradnja 6 večstanovanjskih objektov in ko smo pristopili iz gradnji, smo ob teh pogojih določenih soglasodajalcev ugotovili, da je v bistvu to poplavno območje in iz tega je izhajala konstrukcija, kako se je objekt zasnoval. Se pravi, da v pritličju imamo betonske podporne zidove, naprej pa v bistvu to lesena gradnja, ne. Les pa zato ni viden, ker v bistvu so tu velike požarne zahteve. Po drugi strani pa tudi stanovanja morajo biti obdelana, ne, da lahko, stvari prebarvamo, da lahko kaj obesimo na stene, da dejansko imamo zaključne sloje, ne. Celo na stopnišču je bilo treba zakriti les. Del osnovne lesene konstrukcije je viden zgolj v shrambah, kjer sta po 2 steni ostali neobdelani. Gre pa za križno lepljen les, ne? Tako, zakaj je ta uporabljen? Ta tehnologija je zdaj v zadnjih 15 letih praktično osvojila vse kontinente po svetu. Lahko rečemo, da govorimo o najhitreje razvijajočem konstrukcijskem sistemu, sploh ki se uveljavlja v gradbeništvu. In zdaj nekateri objekti po svetu dosegajo že 80-85 metrov, evropski dosežek je bil 85,4 na Norveškem metra. Tako da jaz mislim vseeno, da velja neka zmernost, predvsem pri lesu kot naravnem materialu, in to je nekje med 4 in 6 etaž. Jaz mislim, da je tista optimalnost in zmernost gradnje lesenih objektov. Aleksandra, opišite mi prosim zasnovo, tipologijo teh 2 stanovanjskih blokov. Vsak objekt ima 4 etaže in v vsaki etaži so se razporedile po 3 stanovanja večjih tlorisov, ne. Najmanjše je v bistvu 85 kvadratov, največje pa 135 kvadratov veliko. Poskrbljeno je tudi za dobro zvočno izolativnost, saj sta med posameznima stanovanjema po 2 nosilni steni iz križno lepljenega lesa. Vsako stanovanje ima torej svojo, vmes je izolacija toplotna, potem je pa še na vsaki strani vsakega stanovanja še so dodatne toplotne izolacije, tako da stena med 2 stanovanjema znaša 37 cm. Koliko časa pa traja, da se takle blok postavi, če gre za leseno konstrukcijo? Sama konstrukcija je 1 mesec, ne? Za en blok recimo 1 etaža 1 teden, tako je to približno kalkulacija. Potem pa do finalizacije še neke 3 mesece, 4 mesece, se pravi, lahko rečemo, cel projekt je bil od junija pa do marca oba bloka realiziran. Se pravi, lahko rečemo precej hitreje, vsaj pol leta hitreje kot pri klasični gradnji. Je pa bolj natančna ta gradnja, bolj čista, tiha, pa na koncu jaz mislim, da to pa morajo tisti povedati, ki v takem objektu živijo. Bivanjska izkušnja je tista, ki je dejansko tle drugačna kot v klasični gradnji. Sonja in Srečko, povejta, kaj vaju je pripeljalo do tega, da sta si omislila življenje v lesenem bloku? Mogoče to, da imava že nekaj izkušenj z leseno gradnjo, ker imava vikend lesen. Predtem sta bila pa v normalnem, klasičnem betonskem bloku, ali kako, ne? Ja, z dosti manjšo površino, 53 kvadratnih metrov. Ni bilo sonca, je bila železnica, bila je cesta, bil je hrup. Tule pa mislim, da je lepa lokacija, lepe sprehajalne poti. Potem imamo tudi za kolesarje dober. Stanovanje je lepo,
stropi so visoki, malo dihamo. Če sta prej živela v normalnem betonskem bloku, zdaj pa v leseni gradnji, kako se občutijo razlike? Ja, mislim, da ta toplina, ki jo les izžareva, že ta dotik, ko se ti dotakneš stene prejšnje gradnje ali pa zdaj, je to velika razlika. Lastnika po letu in pol bivanja v novem stanovanju spoznavata, da je njun dom energetsko zelo varčen. Energijsko varčno je to, da vidimo, da mi glede naši kvadraturi prejšnjega stanovanja smo plačali zdaj bi rekel krat 2. Mi dva recimo po zim, če se nič ne kuri, mama naštimam tamle pač termostat na 21,5 stopinj in veliko teh zasteklenih površin, če je sonce, je 25 stopinj noter, brez da se kuri. S hodnika je odprt prehod v velik osrednji prostor, v katerem so priročna in svetla kuhinja, udoben dnevni prostor in kar 2 jedilniška kotička za družabna in kulinarična srečanja. Moram reči, da imamo tudi kar dosti prijateljev, predvsem pa na prvo mesto postavlja otroke pa vnuke, ki radi pridejo. In imajo kje biti, In imajo kje biti, ja. Tako da, ja, potem je še ta terasa, seveda. je zelo velika, napram prejšnji, katero skoraj nismo uporabljali, smo samo imeli za odlaganje odvečnih stvari, tu pa res se lahko podružimo in je res super. Zakonca Šket sta se pri opremljanju prostorov sproti dogovarjala in usklajevala glede barv in opreme. Pri izbiri svetil in dekorativnih elementov pa je Sonji veliko pomagala prijateljica Metka. Ste opazili še kakšno praktično prednost lesenega stanovanja? Za ženske sploh praktično, če želiš nekaj na steno obesiti, lahko to ženska roka naredi, ne? Aha, tam ste se pa navrtali srečko. Tam smo se pa, ja. Jaz niti ne. No, bi pa lepo, da priznam. Navaden se znajdu, ne? Bruno, kako je s požarno varnostjo pri lesenih stavbah? Ljudje pravimo, da les tudi gori, ga uporabljamo za kurivo. Tukaj ga pa uporabljamo kot konstrukcijski material. Ja, les je sigurno fantastičen material. Če ga razrežemo, razsekamo na majhne elemente, je gorljiv material. Piroliza zelo hitro steče in dejansko imamo energent. Če ga pa zlepimo v veliko ploskovno strukturo in ga ogenj najeda, napada z ene strani, pa les z ogljenjenjem ščiti sebe proti napredovanju ognja. In lahko rečemo, da masivne lesene konstrukcije so zelo ognjevarne. Glede tega je fantastično, je pa res, da je gorljiv. In to pomeni, da prispeva pri razvoju požara, zato so pa tudi požarne zahteve toliko bolj strožje do njega, da moramo neke površine pač obdati z negorljivimi oblogami. Lahka lesena gradnja zelo dobro kljubuje tudi potresom. Potres je nepredvidljiva obtežba. Od mnogih robnih pogojev, tal, vzbujanja, valovanja, globine žarišča in tako naprej, je odvisnost te intenzitete potresa. Poleg tega pa najbolj glavna masa. In če imamo lahek objekt kot je lesena konstrukcija in ta konstrukcija ima veliko togost, to pomeni, da smo ogromno naredili za potresno varnost. Za primerjavo, če bi takle objekt delali iz armiranega betona, kakšne bi bile tukaj številke? Pri tovrstni gradnji, če primerjamo med klasično armirano betonsko in leseno gradnjo, lahko rečemo, da v zgornjih 4 etažah, če bi to bila armirano betonska gradnja, bi imeli po prostornini, po volumnu približno enako količino betona ali lesa, med 500 in 600 kubiki. Ampak, ko primerjamo pa težo, je pa ta gradnja za 5-krat lažja kot pa armirana betonska gradnja. In to se pozna in na temeljenju, in pri potresnih silah, ki so toliko manjše, in pri na koncu materialu, ki ga bomo morali nekoč reciklirati ali uporabiti za neko drugo namembnost.